Lepo pozdravljeni. 29. oktobra 1937 se je rodil vsestranski kulturnik Stane Peček, med drugim znan kot oče mokronoscev, vodja tabora slovenskih pevskih zborov in idejni vodja festivala Ah, te orglice. Ob njegovi 80-letnici so v Mokronogu spomnili na njegov bogat ustvarjalni opus, na dogodku pa so se prepletali kultura, veselje in domišljija. V Trebanjski in Merenski dolini so teden dni potekali dogodki posvečeni Stanetu Pečku, častnemu občanu občine Mokronog Trebevno. Moram povedati, da sem presenečen. To je prva zadeva. Druga zadeva, jaz sem bil na to prireditev povabljen tako kot ostali z vabilom, tako da nisem nič vedel, kaj se bo dogajalo. V stvari so pa naredili neki presek mojega dela, pa sem skoraj sam začuden, kaj sem se počel. Tako da od glasbe, ki je moja osnovna preokupacija, dobro, lutke, nekaj pisanja in tako naprej, ampak tudi druge zadeve, kjer sem se, Ferbec me je matral pravzaprav. Naš Stane je simbol kulture, simbol razdajanja in uresničevanja vseh zamisli, ki so v njegovem duhu. Če pogledamo njegovo delo, je tako vsestransko, da se človek sprašuje, ali je mogoče vse to v enem življenju narediti. Odgovor je, mogoče je, ker dela s srcem in z ljubeznijo za sleherni trenutek življenja. In zato je bogat in njegovo življenje bo še dolgo trajalo. Prireditev, na kateri so moči združili lokalna društva, domača občina in knjižnica Pavla Golije, je odlično uspela. Tudi tele moje lutkarce so fantastične, naredijo iz nič veliko, pa ni bilo presladko, da tako rečem, s pravo dozo, srečen sem. Mi smo poskušali prav njemu to dokazati, kako zelo ga spoštujemo, kako zelo cenimo njegovo delo, njegovo kulturniško sposobnost, ki jo izraža tako v tem prostoru, kot tudi daleč zunaj njega. Cel teden se nekaj dogaja, s ponedeljkom na predstavitvi njegove knjige, romana Netopir in potem tudi včeraj je bil omenjen na otvoritvi razstave v Trebnjem, danes in še so pred nami dogodki. Kako pomemben je Peček za občino, je težko obesediti. Dušo kulturniškega ustvarjanja zgodovine v tem prostoru. In širše, tudi izven Merenske doline in Temeniške doline. Na to smo ponosni. Ne le Mokronosci, po Pečkovi zaslugi je zaživel tudi festival Ah, te orglice. Glasbenik, scenarist in pisatelj je pred dnevi izdal svoj prvi roman imenovan Netopir. Nekateri se pač rodijo s čutom za kulturo in Peček ga zagotovo ima. Nanj so ponosni tudi njegovi škratje, ki so ga o praznovanju njegovih 80 letij presenetili na mokronoškem odru. Ja, ti mokronošci so se kar prijeli, tudi zaradi, ne samo zaradi knjige, mogoče tle še najmanj, ampak največ zaradi škratov, ker ti škrati živijo v vrtcu. Lutkarce, mislim, to so vse vzgojiteljice in one jih uporabljajo tudi pri svojem delu. Tako da sproti spremljajo kakšne dogodke ali pa lutka je, z lutko poveš marsikaj. Marsikaj grdega se da povedati, z njimi lutki ne zameriš, lutka je že svojo pojavnostjo, ko pride, te razbremeni. Tudi festival Ah, te orglice že skoraj 2 desetletji navdušuje tako mlado kot staro. Kot pravi Peček, so orglice resnično posebno glasbilo. Ima pa to glasbilo to prednost. Prvič, da je to edino glasbilo, v katerega se diha, ne piha, vlečeš not ven, se pravi dosti naraven. Drugič, hitro otrok pride do nekega rezultata, da ga vleče naprej, potem postane ravno tako zahteven kot violina ali pa karkoli. Navsezadnje pa tudi ni draga investicija. Veste, če otroku kupiš klavir,
pa potem čez 2 leti reče, tega pa ne bom več, je to hudo, ne? S orglicam si pa porabil recimo v najboljšem primeru, kaj si 100 evrov. Zagotovo pa je neprecenljiv njegov doprinos k ljubiteljski kulturi pri nas. Ljudje, kot je Stane Peček, so prava redkost. Ne rojevajo se redno, ne rojevajo se vsako leto, ampak kadar pa se pa taki, kot je Stane. On je tako vsestranski umetnik, da si pravzaprav skoraj da ne moremo navadni zemljani zamišljati, da je mogoče vse to zajeti. Človek bi rekel, da še takrat, ko spi, snuje. Najuspešnejši slovenski kolesarski klub Adria Mobil iz Novega mesta pa letos praznuje 45 let, kar sovpada s 120. obletnico kolesarstva na Dolenjskem. Ob tej priložnosti so na sedežu podjetja Adria Mobil odprli zgodovinsko razstavo z naslovom 45 let kolesarskih impresij. Bogata zgodovina kluba je polna pomembnih mejnikov, številne zgodbe o uspehu pa so pisali ves čas. Izgledalo je vsekakor drugače kot letos, ampak v zdajšnjem času smo pa zelo veseli, da praznujemo letos 45 let. Mi temu rečemo kolesarskih impresij in upamo, da bo teh impresij v prihodnosti še več. Zagotovo je v tej življenjski dobi kluba bilo veliko rasti, bilo je pa tudi veliko zadevnih trenutkov, ki smo jih športni delavci in športniki skupaj z sponzorji spretno reševali. In prav zaradi tega je današnja impresija, pogled 45 let res veličasten in zelo sem ponosna, da sem v tem trenutku, v tem zadnjem obdobju sestavni del te uspešne zgodbe. Na odru se je zbralo nekaj najbolj zvenečih kolesarskih imen, ki so vrteli pedala v novomeškem klubu. In teh odličnih kolesarjev ni bilo malo. Srečanje za kolesarji je vedno prijetno. Klub funkcionira z mlajšimi, starejšimi, tistimi, ki so že svoje poslanstvo opravili v klubu na res pristen način. In to je ena specifika kolesarskih duš, kolesarjev, ki nosijo v sebi nekaj vztrajnega, športnega, surovega, predvsem v premagovanju težav in hribov, vzponov in spustov. Sicer pa so to krasne osebe in prav to se vidi, kako klub funkcionira po tolikih letih skupaj z temi, bom rekla, prvimi in starejšimi generacijami. Srce igra, ko vidiš, da so šli skozi njihovo šolo kolesarskega kluba, dodaja. Izjemno sem ponosna in lahko smo ponosni, da smo vzgojili 30 vrhunskih športnikov, ki so bili in so še danes člani elitnih kolesarskih ekip po svetu in srce igra, ko vidiš, da so šli skozi kolesarsko šolo kolesarskega kluba iz Novega mesta. Na proslavi so podelili številna priznanja najboljšim kolesarjem ter najbolj zaslužnim posameznikom in sponzorjem kluba. Najvišje priznanje, naziv častne članice kluba, pa je prejela prva dama generalnega sponzorja. Seveda mi to častno članstvo v klubu pomeni priznanje, da je podpora, ki jo daje Adria Mobil klubu, pomemben prispevek k njihovemu uspehu in hkrati pomeni neko odgovornost tudi za naprej. Zakaj sodelujemo s klubom? Tako kot sem že večkrat rekla, mislim, da je zdrav duh, zavzetost, sodelovanje, so tiste vrednote kluba, ki jih lahko vedno prepoznamo in to so tudi vrednote, ki jih goji in živi Adria Mobil. Podjetje Adria Mobil in istoimenski kolesarski klub sta imela v zadnjem obdobju vsak na svojem področju zelo podobno uspešno rast. Da je podjetje kot družina.
če hoče biti družina uspešna, potem mora sodelovati, razumeti drug drugega, se podpirati, pomagati takrat, ko nekomu ne gre in se veseliti skupnih zmag. In to vsaj osebno čutim, da tako živijo in delujejo v kolesarskem klubu in tako si prizadevamo, da bi delovali tudi v Adrii Mobil. V klubu so se zelo razveselili prejšnji mesec podpisanega protokola o nameri za prenovitev velodroma v Češči vasi. Konec naslednjega leta naj bi bil dokončan tudi velodrom, kar pomeni, da gremo v neko olimpijsko impresijo, poskušali Noviški kolesarski klub je že imel v preteklosti Olimpice, sedaj pa čas, da poskušamo priti tudi do uvrstitve na zmagovalne stopničke, se pravi do olimpijske medalje, ki je nazadnje kot obveščan osvojil leta 1924 Leon Štukelj. Morda bo kdo rekel, da so to smeli načrti ali načrti brez krčmarja, vendar treba si jo upati, v klubu je razvita zmagovalna miselnost, ciljna usmerjenost in če bomo tudi naprej tako vztrajno, predano, zavzeto, tako kompleksno delovali, zagotovo se lahko zgodi tudi napovedana kolajna. Prav v športu se pogosto sanje uresničijo. Pred novomeškim kolesarskim klubom je zagotovo še svetla prihodnost. Okrogli jubilej praznujejo letos tudi v Slovenskem sociološkem društvu. 50 let delovanja so obeležili na srečanju največjih strokovnjakov svojega področja, ki je potekalo na Otocu. Srečanje ni bilo namenjeno le druženju somišljenikov, ampak tudi konstruktivni izmenjavi mnenj in pregledu letnega dela. Letos je tema sociološkega srečanja sociološka imaginacija. Kaj je to sociološka imaginacija? To je način, kako sociologi mislimo o družbi. In o tem in o mnogih temah povezanih na ta način razmišljanja o družbi se pogovarja tukaj zdaj več kot 100 sociologin in sociologov. Sociologi opozarjajo na veliko problematičnega v trenutnem razvoju družbe. Družba je v krizi, če gledate iz ekonomskega vidika, prekarnost je nekaj, kar zamenjuje tisto, kar smo poznali v prejšnjem obdobju, kot je nevarne, predvidljive poti. Veliko smo se pogovarjali o mladih ljudeh in njihovem položaju v družbi. Njihov cilj je ponuditi alternativne rešitve težavam v današnji družbi. Pred desetletji so sicer sociologi zasedali vodilne funkcije v državi. Skozi obdobje sociologija nahaja od margine, ampak tudi takrat, ko je na margini, je pomembna, ker se znotraj sociološkega kroga, znotraj sociološke debate formirajo stališča. Tudi ko sociologi niso na najvišjih odločevalnih mestih, je zelo pomembno razmišljati na sociološki način in v tem duhu iskati rešitve za nastale težave, še dodaja. Zgodovina ni vedno rožnata, pa vendar je naša. Na del nje nas spominjata spomenik in grobnica na Cviblju nad Žužemberkom, kjer je med drugo svetovno vojno padlo več kot 2000 žrtev narodno-osvobodilnega boja in aktivistov Osvobodilne fronte. V spomin na takratno dogajanje so tudi pripravili žalno slovesnost. Gre za komemoracijo oziroma žalno slovesnost ob seveda danu dnevu mrtvih, ki ga vsako leto pripravljamo v občini Žužemberk skupaj z borčevskimi organizacijami in nazadnje seveda tudi z drugimi organizacijami, kakorkoli povezani z narodno-osvobodilno borbo druge svetovne vojne. Tudi danes je temu namen bil, seveda lep dan tudi, ne nazadnje pa prav je, da je ta spomin nekako obeležen, spomin in ne nazadnje tudi opomin, da bi se še kdaj kaj takega dogodilo oziroma dogodilo. Dogodek je pripravila občina Žužemberk v sodelovanju z različnimi združenji borcev, udeležili pa so se ga ljudje tako iz Slovenije kot tudi tujine. Poleg domačinov, ki jih je bilo kar nekaj, je bilo tudi veliko od drugje iz cele Dolenjske, Bele krajine, ne nazadnje tudi iz Primorske, ki so največ udeleženi tudi tukaj. In pa seveda tudi predstavniki
tujih držav, bivše Jugoslavije in pa tudi Rusije. Tako da tudi drugje še živi spomin in nenazadnje se tudi udeležujejo, seveda, kajti to so njihovi ljudje, ki so se nekako borili za svobodo, za tisto, kar je bilo takrat nekako največ vredno. Sredi strmih skalnih sten se borimo partizani proti okupatorjem. Se borimo partizani proti okupatorjem. Ko preženemo fašiste, nov pravičen red bo vstal in na našo domovino svobode prapor bo vihral. In na našo domovino svobode prapor bo vihral. V spomin na tam pokopane so položili vence, memorialno besedo pa je imel predsednik Državnega sveta. Vesel sem, da sem lahko danes, kot pred 3 leti, ponovno bil prisoten na tem dogodku na Cviblu, kjer je v bistvu so predstavniki in partizani 17 držav nekako pokazali svojo voljo, svojo željo po svobodi in danes lahko rečemo po miru in da so premagali okupatorja. Mislim, da je to pomembno za naše generacije, za našo zgodovino, da se zavedamo vseh dogodkov, takšnih, ki so bili seveda težki, ampak so nam nekako dali temelj, da imamo danes svobodno, ponosno državo Slovenijo. Zato se takih seveda dogodkov želim udeleževati vsako leto in jih dati celoten spomin in spoštovanje vsem tistim, ki so padli za te vrednote. Dogodka se je udeležil tudi general v pokoju Lado Kocjan, ki se še spominja takratnega časa. Veliko veselje mi je, da zahvalim tej občini in Zvezi borcev in ljudem, ki se spominjajo na tiste padle, ki so že 70, več kot 70 let v tej grobnici. Kdor ne spoštuje svoje zgodovine, kdor ne ceni svojih korenin, tak narod v bistvu ima v življenju velike probleme za svojo lastno državo. Zato ne glede na to, kakšna je bila zgodovina, na marsikaj smo lahko ponosni, na kakšno stvar najbrž tudi ne. Pa vendarle to je naša zgodovina, takšna kakršna je, na njo moramo biti seveda ponosni, jo negovati, jo spodbujati to državo, popraviti vse napake, ki so se morda zgodile, vendar pa iti ponosno naprej in se zavedati, to lahko seveda govorimo vsi tisti, ki gremo velikokrat v tujino, da samo v eni državi si na svoji zemlji in to se morajo zavedati tudi mladi. Program so popestrili recitatorji, mestna godba Novo mesto, žužemberški rogisti in moški pevski zbor Lopars Primorske. Sodelovala sta tudi častna enota Slovenske vojske in prvi spominski dolenjski partizanski bataljon. Da gresta šport in dobrodelnost z roko v roki, so številni posamezniki in organizacije dokazali že mnogokrat. Tudi v Novem mestu, v katerem je ena prijetnih tradicij, dobrodelni županov teniški turnir. Županov turnir je neka dobrodelna prireditev, ki predvsem skuša povedati, da živimo v družbi, kjer so tudi posamezniki, ki potrebujejo pomoč. Združimo na nek način tako športno-rekreativni namen, kot seveda dober namen. V zadnjih letih so vedno določili posameznika, ki so mu namenili zbrana sredstva. To je bil sicer že 7. dobrodelni županov turnir. Odziv je zadnja 2-3 leta dosti konstanten in mislim, da je to ena taka prijetna tradicija, kjer se pač tako družimo, kot seveda potem dosežemo nek končni cilj in namen, s tem, ko zberemo nekje med 4 in 5 tisoč evri denarja, kar je že znesek, ki lahko posamezniku pomaga pri njegovih težavah. Tenis je poleg košarke tisti šport, ki je županu še posebno pri srcu.
Tenis imam rad, jaz se tudi sam rekreativno ukvarjam s tenisom. To leto sem še nekako v okrevanju po poškodbi, zato se ne bom udeležil turnirja. Je pa to en tak zelo prijeten šport, novomeška športna igrišča v Portovalu pa so sploh umeščena v eno zelo lepo okolje. Uspešnih in prijetnih tradicij se ne prekinja, zato bo dobrodelni županov turnir združeval športne užitke in humanitarnost tudi v naslednjih letih. Ob požaru, poplavah, ko so ljudje v stiski, gasilci vedno priskočijo na pomoč. Da pa je njihovo reševanje učinkovito in da zato porabijo čim manj časa, je potrebno veliko vaje. Oktobra, v mesecu požarne varnosti, so jih pripravili kar nekaj. Regijsko gasilsko vajo so pripravili v Gasilski zvezi Trebnje, izvedli pa so jo na Račjem selu. Na Gasilski zvezi Trebnje smo se odločili, da pripravimo to vajo v letošnjem letu, v mesecu oktobru, kot mesecu požarne varnosti, ki jo imamo vsako leto gasilci ta mesec za to. Predvsem z vidika situacije, ki je bila v letošnjem letu, od Kemisa, Zaloga in pa seveda tudi Štajerske, kjer so se dogajale nepredvidljive stvari oziroma ti požari, ki pa seveda imajo za naravo, za okolico zelo slabe posledice. In z tega vidika, glede na to, da je Omaplast tudi zbirni center plastike, smo se odločili, da pripravimo to vajo. Zagorelo podjetje Omaplast. V letošnjem letu je na Slovenskem se pojavilo kar nekaj požarov, podobne oblike, kot je predpostavka na tem požaru. Skratka, zagorelo je na stroju v notranjosti za sortiranje in požar se seveda razširil po objektu, ter tudi na zunanjo deponijo. Vaja je bila zasnovana kot regijska vaja, zato je bilo prisotnih 19 društev, 29 vozil in 130 gasilcev. Prvi so na kraj dogodka prihiteli gasilci iz Trebnjega. Naredijo prve operativne postopke ter na to takoj seveda zahteva po alarmiranju druge stopnje, se pravi malo širše, več enot, da pride in seveda vzpostavimo sprejemno mesto ter potem razporedimo enote glede na prvi ogled, ki ga naredi vodja intervencije. Se pravi, nekaj enot na severnem sektorju, nekaj na južnem sektorju ter seveda obvezno obramba plinohrama, kajti sodelujemo tudi z Botan plinom, ki skladišči državne rezerve, plinske državne rezerve v neposredni bližini tega dogodka. Da pa je vaja potekala hitreje, so gasilci imeli različne funkcije. Gasilci v prvi fazi so izvajali notranje napade ter iskanje preživelih oziroma poškodovanih oseb, rešili so 3 ponesrečene osebe ter v nadaljevanju seveda preprečevanje širjenja ter omejevanje požara ter normalno tudi gašenje. Seveda v drugi fazi sledi takoj preiskovanje sosednjih prostorov in seveda varovanje proti širjenju požara na sosednje objekte. Bistvo vaje je tudi dobava vode iz sosednjega bajerja, ki je oddaljen približno 1200 metrov, zato veliko enot sodeluje tudi na tistem delu, se pravi na dobave vode. Pobuda za vajo je padla zaradi nesreč, do katerih je letos prišlo v tovrstnih objektih v Sloveniji. Da preverimo usposobljenost in navežemo potencialno ogrožene objekte z gasilci, da se znajo v primeru nesreče, požara ali podobnega tudi primerno organizirati in primerno ukrepati. To je današnja vaja pokazala, to se pravi, gasilci so dokazali svojo veliko usposobljenost, seznanili so se z objektom in to pomeni pravzaprav dodatno vrednost pri varnosti v tem prostoru. Vaja je potekala pol drugo uro, sicer pa je bilo najpomembnejše postopke izvajati z zmernostjo. Da se vidi vse tisto, kaj se lahko v dejanski situaciji naredi. Največja napaka bi bila, če bi pri tem hiteli in delali sami napake. Mi se na tem učimo, zato moramo vajo pripraviti tako, da je čim manj napak in da če pride do realne, resnične situacije, da teh napak ne bi delali, ampak da bi bili čim bolj uspešni pri gašenju oziroma predvsem pa pri reševanju ponesrečencev v prostorih, kot je bilo tukaj na tem delu tudi predvideno. Gasilci so svoje delo odlično opravili. Vaja je bila pripravljena z elaboratom in vse zgleda, da res poteka tako, kot smo si jo zamislili, kar je seveda tudi pohvalno z vidika gasilcev kot udeležencev v tej vaji in pa seveda tudi samega vodstva, ki je to vaja pripravilo, torej poveljstvo Gasilske zveze Trebnje. Jaz mislim, da so vrhunsko. Nikjer se ni videlo nestrpnosti, nervoze,
to se pravi, vse se je organizirano odvijalo in mislim, da so se gasilci izkazali kot zmeraj tudi tokrat. V upanju, da bi šlo večkrat zgolj za vajo in ne za pravi požar, kličejo na pomoč. To so bile vsebine tokratnega Dolenjskega obzornika. Vidimo se spet čez 14 dni, do takrat pa bodite lepo.